misliš, da se na treningih kdaj skriga? Ja, zagotovo povzdignejo glas. Ja. Pa je to konstruktivno ali ne? Ja, verjetno včasih je, včasih ne, ampak kako v bistvu nekako pristopiti do drugega, tudi če smo jezni, na primeren način bomo izvedeli v naslednjih minutah, kajti konflikti, nesoglasja in nesporazumi se dogajajo tudi v delovnih okoljih. No, danes bomo izvedeli, kako ohraniti mirno kri, ko postane vroče v službi, no pa tudi na kakšen način si lahko dovolimo povzdigniti glas, da bo ta deloval učinkovito. Vse to nam bo povedal naš gost, ki ga prav lepo pozdravljamo, Javor Vogelnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, glas torej lahko nekako uporabimo na različne načine. Kako je videti tisti povzdignjen glas, ki nekako si ga nihče ne želi, še posebej, če si na drugi strani? Če nisi tisti, ki napadaš. Aha. Ja, jaz sem spet sabo ti dve lutki, ki sem jih že prinesel v studio. In jaz saj poznam dva načina, verjetno jih je tudi več, kako lahko povzdigujemo glas. In prvi način, ki bi ga danes prikazal, je s pomočjo te lutke, s pomočjo tega šakaljega načina komunikacije, se pravi, tle povzdigujemo glas in v bistvu uporabljamo jezik obtoževanja, okrivljanja, postavimo določene diagnoze, evalviramo drugo osebo. In to pač počnemo s to intenziteto čustvenega naboja, ki se pač v nas sproži v določeni situaciji. In potem imamo še ta drugi način, ki ga bom potem kasneje ponazoril s tole lutko, torej z žirafo. Tukaj imamo pa malo več enega zavedanja, kaj se dogaja v bistvu v našem telesu, kako nekako funkcionira naš živčni sistem in se uspemo nekako ujeti, preden izbruhnemo in prevzeti odgovornost za ta naš čustven naboj. In ustvariti neko tako alkimijo, se pravi, da v bistvu uporabimo to energijo tega čustvenega naboja in se povežemo s tem, kar nam je pomembno, z našimi potrebami. In potem v bistvu povzdigujemo glas in v bistvu na glas izgovarjamo te naše potrebe, raje kot pa, da bi drugo osebo obtoževali in okrivljali. To sta ta dva osnovna primera. Kako je slišati torej, če nekoga obtožujemo, če uporabimo ta šakali jezik, kot ga vi imenujete? In lahko, da bo malo bolj sočen jezik, tako da... Če bo kakšna kletvica vmes, je v bistvu to zgolj zaradi ponazoritve. Ponazoritve, napadalne komunikacije. Jaz sem si zdaj izbral en primer, en potencialen primer na delovnem mestu, ko recimo bom tle uprizoril nekega nadrejenega, nekega direktorja, recimo, da gre to za neko podjetje, ker odnosi niso recimo najboljši, ker se pojavljajo že neke tenzije dlje časa in ta oseba recimo nima tega znanja, te čustvene inteligence, se pravi, nek dogovor ni bil spoštovan, recimo, da tle gre za nek primer, ko neko poročilo ni bilo dano ali pa nek mail ni bil poslan v dogovorjenem času in to za tega direktorja v bistvu predstavlja nek sprožilec in potem on v bistvu burno reagira. In to bi recimo izgledalo v smislu nekega napada zaposlenega. Tako? Ja, kaj si pa vi greste? Mislim, enega tega poročila ne morate dati. Enega poročila ne morate dati. Mislim, jaz sem vam to že 100-krat rekel, da to naredite. Mislim, kaj ste v drugem razredu osnovne šole? 10 let ste tle že zaposleni. Mislim, jaz s takimi neumnimi ljudmi jaz ne bom delal, mislim, res. Katastrofa. Še eno tako, da naredite... Tam so vrata, le. Recimo. Ja, to je v bistvu bilo kar intenzivno. Ja, jaz kot napadeni zdaj, recimo, v tem primeru imam dve možnosti. Ena je, da pač prisluhnem, se potegnem vase, rečem, ja, ok, bom popravil. Druga je pa, da reagiram nazaj z napadom. Tako je, tako. Ali pa pač, ja, tle še tretji odziv je ponovadi zamrznitev, ne. Se pravi, ko se nekdo na tak način odzove, je potem odziv nazaj ponovadi napad, kontranapad, obramba, podreditev ali pa zamrznitev, ne. Jaz bi zdaj želel samo to, če še malo več povem o tej izjavi, se pravi, tukaj je pač ta intenziteta tega čustvenega naboja, ki je ta direktor ni znal predelati, ni znal prevzeti zanjo odgovornost, jo je potem v bistvu sprostil navzven. In tle se pri nenasilni komunikaciji skušamo ravno tega naučiti, da bi on lahko to ozavestil, da so v bistvu kljub temu seveda pač ja, da mu je pomembno tle pač spoštovanje dogovorov in ker te dogovori niso bili spoštovani, čuti torej to frustracijo, ampak ta frustracija se dogaja znotraj njega.
In mogoče bo s tako izjavo dosegel, da recimo naslednjič bo to poročilo ali pa ta mail, da bo pač pravočasno pač izvedeno, ampak bo mogoče podrl, povozil cel kup drugih potreb, po mogoče nekemu povezovanju, po stiku z zaposlenimi, po nekem spoštovanju zaposlenih. Kako bi bilo pa videti, če bi mogoče bil malo bolj vešč tega komuniciranja in seveda, če bi bila ta čustvena inteligenca na višji ravni, kako bi reagiral? Ja, se pravi, prva stvar je spet ta, da, to smo tudi že zadnjič govorili, ne, da ozavesti to razliko med triggerjem in vzrokom. In da se zave tega, to se kar tak ogenj se požge ponovadi nam ljudem v prsih, ne, ta naval te čustvene energije, da se ga zave in da ga uspe v bistvu predihati mogoče s parimi vdihi in da uporabi, tako kot sem povedal, ta čustven naboj za stik s tem, kar mu je pomembno. Se pravi, ni da bi zdaj kar brez zavedanja bruhal ven, ampak v bistvu se zaveda, je strigiran, vzpostavi stik s potrebami in potem v bistvu vokalizira jasno te svoje potrebe. V tem primeru smo tle govorili torej spoštovanje dogovorov, sodelovanje, povezanost, mogoče celo neka harmoničnost in stik na delovnem mestu. In izrazi se lahko s pomočjo 4 korakov, se pravi, kaj je observacija, kaj je videl, kaj so njegovi občutki, kaj so njegove potrebe in kaj so njegove konkretne prošnje. In to bi izgledalo recimo na tak način, bi lahko rekel, Lejte, ko jaz vidim, da to poročilo ni oddano, jaz sem res v frustraciji, res mi je pomembno spoštovanje dogovorov, res mi je pomembno sodelovanje, res mi je pomembno, da smo učinkoviti kot tim. A mi lahko prosim poveste, kaj ste mi slišali, da sem rekel, kaj ste mi slišali, da mi je pomembno? A mi lahko prosim poveste, kako vas lahko jaz podprem, da bo to poročilo oddano v dogovorjenem roku? A mi lahko prosim poveste, kaj vam preprečuje, da tega ne oddate, ker si res želim enega sodelovanja in učinkovitosti v naši ekipi. Kako vam je to slišati? Še vedno je povzdignjen glas, ampak za drugačno energijo se to pove. Uporabi so v bistvu drugačne besede. Tle je v bistvu intenziteta tega čustvenega naboja je še vedno seveda prisotna, ker je on pač v frustraciji, čuti to jezo, ampak v bistvu tle se mogoče zgodi več tega ozaveščanja. Še posebej, ko govorimo o tej jezi, v bistvu jeza je neka direktna povezava do naše moči in lahko potem jo porabimo na tak način, da potem zbruhnemo in na nek tak destruktiv način, ali pa v bistvu skušamo v bistvu ta čustven naboj uporabiti, da povzdignemo glas in imenujemo nekaj, kar nam je res pomembno in dragoceno in govorimo o teh kvalitetah, o potrebah. In to se mi zdi še posebej, da lahko prije prav, pač ko delamo s skupinami ljudmi, da namesto, da pač bruhnemo, v bistvu najprej pozornost prosmerim navznotri, kaj se zdaj dogaja v meni, kaj so moje potrebe in potem se v bistvu zavestno odločim, kaj zdaj bom jaz povzdignil glas. In imenujem pol potrebe in potem dvigujem ta glas sorazmerno z okoljem in ga potem tudi lahko spuščam. In s tem umiriš nekako potem zadevo. Ampak vendarle, mnogi pravijo, da v poslu med nekim, recimo, direktorjem in zaposlenim ne sme biti čustev, ne sme biti izkazovanja čustev, sploh od direktorja navzdol, ne s tem, da pokaže šibkost in tako naprej. Kaj bi odgovorili tem, ki tako mislijo? Ravno to, moje videnje je, da če pač vsa ta čustva tlačimo in če jih ne imenujemo, potem mogoče toliko večja verjetnost, da se bo tej izbruhi dogajali znotraj nekih nesporazumov. Drugo je to neko spet osnovno razlikovanje, da biti čustven, pokazati neko čustvo ni šibkost, ampak je ravno obratno. To, da jaz nisem sposoben imenovati določenega čustva, da me to preplavlja, se to bolj smatra kot šibkost. In tretje je to, da tudi če jaz izrazim, pokažem neko svojo človečnost, to še ne pomeni, da bom zdaj ne bom več vodil nekega procesa. Gre samo za to, da jaz vnašam v delovno okolje svojo človečnost. Se pravi, da mi ni treba se, preden pridem na delovno mesto, se totalno odrezati od svoje človečnosti, ampak da lahko to vnašam tudi v delovno okolje in da ni potrebno, da za voljo tega trpi učinkovitost. Še vedno imamo kot direktorji, kot vodje možnost, da se izrazimo, da postavimo neke meje, da povzdignemo glas na povezovalen način, niščemo stik z zaposlenimi.
Ja, nekateri pa pravijo, da vendarle v ranljivosti je tista naša moč, iz katere potem izhajamo. Ampak kako se v bistvu naučiti te samoempatije? Kje v bistvu dobiti dovolj znanja, pa vendarle po drugi strani tudi verjetno poligon za učenje, ker tega se moramo naučiti, moramo vaditi. Ja, zdaj, samo empatija, ne, smeni samo empatija. Empatija do nas samih, do mene, do tega, kar smo. In povabilo te veščine, gre spet za neko konkretno veščino, je kako se naučiti spoznavati to pokrajino našega telesa, naših občutkov in potreb na nek ljubeč način. Kako se lahko naučimo v bistvu vzpostavljati stik s tem, kaj pomeni, kdo sem jaz kot človeško bitje, kako lahko v bistvu vnašam neko pozornost v to, kaj se dogaja izza mojih komunikacijskih odzivov, izza mojih mišljenjskih vzorcev in kako lahko v bistvu ustvarjam en tak ljubeč, varen prostor za te kvalitete, za vse to, kar sem kot človeško bitje. Ja, zelo pomembno pa je, da se v tistem trenutku spomnimo, kot ste že prepovedali, da je treba tudi dihati. Tako, in tukaj imamo več različnih praks, ne samo empatija, pač gre za sklop nekih veščin, ki si jih lahko v bistvu vsak zase nekako poišče tisto, kar mu ustreza, ne. Ena taka osnovna je pač dihanje, dihalne vaje, pol še ena taka čisto osnovna, ki je tudi skozi prisotna, je stik z gravitacijo, ne. Da se spomnimo, da nas v bistvu tla podpirajo, ponovadi v stresnih situacijah začnemo plitko dihati, se gremo v krč. Ja. In tako osnovna kvaliteta, osnovna stvar, ki jo lahko naredimo, je, da se samo spomnimo, tukaj sem, tla so pod nogami, in se nekako skušam sidrati v to observacijo. Pa je pa še cel kup drugih vaj, ki jih tudi ponujemo znotraj tega pristopa, nenasilne komunikacije, ki nam pomagajo v stik. Mogoče tudi to, lahko se, kar je meni zelo všečno, da obstaja tudi vaje, ko si lahko dovolimo en tak poln izraz, tudi v tem jeziku, v tem napadalnem. Ravno to, potrebujemo ventil, ne, vsake toliko časa, kje najti tisti varen prostor, nad kom se znesti, nad drevesom, nad grmom, nad kamnom, nad psom, ne vem, nad kom. Ali tja v zrak. Ja, zdaj, to je spet, jaz dopuščam to kreativnosti posameznikov, ne, super je, da... Da to ni žena, recimo. Da to ni žena. Možno tega, ja, omeniti. Lahko je tudi recimo v nekem intimnem odnosu, ampak z vnašanjem nekega zavedanja. Ne? Se pravi, tukaj imamo ena super vaja, ki jo jaz velikokrat uporabljam, je vaja 4 stoli, se reče. Ne? Ampak to se pomeni, ne, da če jaz prijem domov do partnerke ali pa do otroka ali pa do prijatelja, znanca ali pa do staršev, recimo, ne? Da ne začnemo avtomatsko to ventilirati in sproščati to svojo tenzijo in jih nečesa obtoževati, ampak da jih najprej povem, ne, sem v bistvu v frustraciji danes, ne, sem res težek dan je za mano, mi lahko prosim samo malo prisluhneš. In potem imamo recimo pri teh 4 stolih, to če kdo želi, si lahko naredite doma, taka zanimiva vaja. Imaš prvi stol, ko si v bistvu dopuščam poln napadalni izraz navzven. In lahko izrečem vse, kar mi leži na duši, lahko pravim vse kletvice, vse, polno si res, da pač sprostim vse to, ne. Navzven do neke osebe, mogoče do šefa, mogoče do kogarkoli, ne. Potem nekako pravim, ko doživim mogoče nek release, neko sprostitev, grem na drugi stol, ko v bistvu sebe zbičam in obtožim sebe navznotri, ne. Tudi si dopustim, ampak imam že nekaj zavedanja, ne, da se bom zdaj tle, se mi ne to dogaja nezavedno, ampak se pač zavestno si dovolim ta šakali napadalen način do sebe, ne, koliko sem numa, koliko sem zabit, kva sem to naredil, ne. In potem grem naprej, nekaj doskrat ljudje zaključimo tle pri tem, ne, ali obtožujemo druge ali sebe, tle pri tej vaji grem pa pol naprej na tretji stol, ko skušam, v bistvu vzpostavljam stik s svojimi občutki in svojimi potrebami. Kako se zares jaz počutim v tej situaciji, ne? Čutim jezo, čutim frustracijo, bolečino, kaj so moje potrebe, ne? Po sodelovanju, po stiku, po razumevanju in tle vnašam pač, ja, kisik, diham s tem, ne? Nekako zaobjemam, tle sem v tej samoempatiji, zaobjemam te svoje potrebe, če niso bile zadovoljene. Vsaj jaz priznam pri sebi, ne? In potem, ko tle opravim, greš na 4. stol, kjer pa skušam nekako empatizirati, se pravi, skušam biti nekako v neki empatiji, razumevanju do te druge osebe.
kako za Boga se pa mogoče ta sodelavec počuti danes. Kaj so njegove potrebe? Kakšen dan je mogoče on imel? In skušam biti nekaj časa v tem empatiziranju in ugibanju, kako bi mogoče njemu. Ne? In lahko se po teh stolih se lahko seveda premikam, kadarkoli grem na kjerokoli smer. In še to bi rekel, no, da težko se bom uživel v drugo osebo, težko bom empatiziral z nekim sodelavcem, če ne najprej te empatije, te samoempatije, te ljubeče naklonjenosti ponudim sebi. Veliko vaje potrebujemo za to, da se bomo znali tako dobro in nenasilno odzvati in pa naš svet bi bil lepši, če bi vsi to obvladali. Hvala lepa za vse nasvete danes. Ja. Hvala vam.